Najbolj tipična situacija, ki jo lahko velikokrat na slovenskem trgu vidimo, so tako imenovani brezplačni izzivi, kjer v bistvu greš, imaš, ne vem, 2, 3, 4, 5 dni v živo neke zadeve, ne. Zdaj, ti brezplačni izzivi, kakor jih jaz jemljem v mojem procesu, niso nujno namenjeni, so bolj namenjeni prodaji, ker namreč res vzamejo ful energije in ful časa in če ne peljejo naprej k neki visokocenovni zadevi, te po domače, če samo skurijo, vzamejo ful energije in tako naprej, ne. Skratka, tudi to ni neka stvar, ki bi jo lahko delal konstantno, ne vem, vsak mesec. Priznam, jaz sem to poskusila čisto za foro lansko leto, 3 mesece sem to počela, na koncu nisem imela ne efekta v prodaji, ne efekta v energiji, skratka, me je skurilo še za malo naprej, no. Tako da, tukaj jaz zelo stavim, no, na zimzeleno promocijo, skratka, da narediš v bistvu neki promo spoznavni program, kjer te ljudje pravzaprav spoznajo, vidijo, začutijo, slišijo in v bistvu spoznajo celo tisto filozofijo. In mimogrede ti spoznavni programi so narejeni zelo hitro, produkcijsko ne zahtevajo, ne vem, kakšne opreme, ne vem, kakšnih sistemov in orodij, skratka so tudi, bom rekla, zelo cenovno ugodni za narediti. Bistveno pri teh spoznavnih programih je pa predvsem to, kako jih zastaviš, ker njihova vloga, ne, dostikrat tukaj naredijo ljudje napako, pa naredijo vlogo, da je to samo nekaj za prodajo in potem, ko ljudje do konca pridejo in jim začnemo prodajati, so ljudje siti tega in nas cancelajo dol z mailing liste, ne. In v bistvu niti niso potem več naši sledilci, ne. Ker dostikrat je to, da ljudje se ne bojo odločili v prvih parih dneh za nakup, če niso res že pripravljeni, pa če ni to neka stvar, ki jih res že zelo zanima. Tako da v bistvu ti spoznavni programi v tej fazi, da nas spoznajo, so torej namenjeni bolj tej promociji nas kot blagovne znamke, kot osebne blagovne znamke, naše filozofije, prvemu povezovanju z našimi potencialnimi kupci in podobno.